Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Prihaja do velike zmešnjave pri odmeri dajatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Namreč javno podjetje za gospodarjenje stavbnimi zemljišči je nekaterim lastnikom nepremičnin poslalo povsem nerealne odmere. Tako je recimo nekdo dobil, da ima v resnici stanovanje in 2 garaži, ampak oni so napisali, da ima trgovski center. V Hočah ima en gospod denimo 2 lopi, pa je dobil, da ima industrijsko halo. Še eden od bolj obskurnih primerov pa je gospod tukaj na Studencih, ki ima garažo, ampak ta garaža ni samo garaža. Zdaj sem tu na terenu. Dober dan. Ja, je garaža. Ja, ampak ne po mnenju odgovornih. Vidiš sam, da je to garaža. In to garaža zdaj v Kiro ne bi dal vse noci upodati. Zdaj po novem pa je trgovina, prodajalna. Prej sem plačal 5 evrov, zdaj pa slabih 60 plačujem. To je neverjetno, no? In ko sem šel tja, so rekli, gledajte, tu imamo tako zabeleženo, se neko za časa mojega in fotorovega življenja je bila tu garaža, ki je v slabem stanju. Če pa je Franc Jožef prej tu imel trgovino, pa še imate vi not podatke, pri materni pa nisem jaz kriv. Ali kaj bomo zdaj? Jaz bi prosil, če lahko pazite na... Ja, mislim, ne vem, kak bi ti, če bi 11-krat več dobo za garažo, ki se nada prav zakleniti. In ko greš tja, oni meni rečejo, gospod, imate pa B varianto. Sem rekel, to pa je smislo, ajde 3 koleke, pa nekaj noda dam, da tu rešim. 700 evrov spremembo namembnosti. Sem rekel, kakve namembnosti? Ja, iz prodajalne nazaj v garažo. Sem telefon odprl, sem rekel, vidiš ti to? One molojo. Ja, to je moja garaža. Ja, rekel, niste zadnje, so ni slikali. Sem rekel, ti si malo, kaj si? Če je garaža, ti pravim, vidiš, da je garaža, kakva prodajalna, ne plače, 5 evrov, dal tako prej. To je garaža, od ki imajo oni tudi podatke? Pa ste kaj prodajali, vi kdaj ven? Pa ni, mislim, tak ti rekel, leta 84, spomnim se, kot da je zdaj bilo, ker takrat bil maja sneg, sem v juniju prodal en Fergazer, od NSU Princa. Dobo sem takrat 200 mark, to je zdaj neki 100 evrov, znači, evo, glej, če je to kaznivo, plačam davek, čeprav fizična oseba lahko prodaja, pa da to rešimo. Eno stvar sem vun z garaže prodal, ko sem pucal. Lažeš! Ja, marš ti noter. Kaj pa je to, gospa, ja, pozdravljeni? Žena, marš noter, ne se meša, ko se menimo. Jaz sem ga vztrajno opozarjala, naj se ne špila s tem. Ja, Fergazer je prodal res, ja. Kaj si pozabil na AP1? Kak je AP1? AP1 Dugemu si prodal, pol ti je dal, pol pa nikoli nisi videl, oziroma se tak zapili. Pa daj, maršu, ti noter pa me ne provociraj, no. A torej ste prodajali? Pa ni, pa razumeš, ti si prodal kdaj kaj v življenju? Jaz sem pa... Ja, pa no, kaj zdaj imaš trgovino doma? Pa imaš ne. trgovski center za to? Ja, pa prodal sem, tako je dovoljeno, daš oglas, se pa je prav, če imaš kaj viška. Ja, zdaj ne vem, če si ti glih nautični center tu. Kak je nautični center? Kaj pa čovn, Beograd Sport, pa Tomos. 4,5, ne 4. To je bila draga stvar, ja. Ki smo ga tak za stojn zraven dali, zato ker je ded z babo prišel, ki je imela ogromne zize, tak si bulo, samo v zize, pa na denar pozabo, pa vse skup. Pa daj noter, no pa me ne provociraj, ti pravim. Jam zaklal enega. Plus tega, ne vem, če si pozabo mogoče na gorski bicikl od Pubeca. Denar si rabo, pa si rekel, mali se tak ne vozi, a 2 tedna se pač ni vozil, ker je bilo slabo vreme. Ne vem ti, sukus, pridi sem, da te Dobro, zadavim. hvala lepo, upam, da boste rešili, da nas več ne bo zabite resnica, ni plenica, vendar marsikomu smrdi.